Danijel Breznič, dobrodošel v Domžalah. Kako lepo se je vrniti ob Kamniško Bistrico? Hvala prvo za povabilo. Vedno so lepi občutki, ko se vrneš v nek kraj, kjer si se vedno dobro počutil, tako da mi je zelo prijetno. V sezoni 2007-2008 si z Domžalami postal državni prvak, tudi super pokal si osvojil tukaj. Kako pa se zdaj spominjaš teh časov? Tako kot v prvem vprašanju sem že povedal, da smo se tu vedno lepo imeli, lepo smo se spoznali, lepo smo se družili, lepa ekipca. Sem imel srečo, da sem se že dobri ekipi tudi pridružil. Sem imel srečo, da sem imel dobre soigralce ob sebi, da smo lahko to tudi na terenu nekako okronali tudi z dobrimi igrami, pa tudi z nekimi naslovi. Se spomniš, kako ste proslavili to? Sigurno se je klub potrudil v tistih časih, da so organizirali lepo slavje. Mislim, da smo se kar z busom vozili med Stropnim, zgoraj brez, po Domžalah, koncert, tako da je bilo lepo vzdušje. Tudi Domžalčani prišli v lepem številu, so nas pozdravili takrat, tako da je bilo lepo. Lovorike si pa seveda že osvajal pred prihodom k nam z Mariborom v sezoni 2002-2003, pa z Muro, pa Rudarjem v pokalu. Kako bi zdaj to primerjal mogoče vse te lovorike? Vsaka lovorika je mogoče neka zgodba za sebe, zato ker so vezani občutki na tisto slačilnico, na tiste trenerje, na tisti klub. Sigurno je zanimiva bila vedno prva lovorika kot mlad fant, ko jo osvojiš, vendar v celi zgodbi ali pa v celi karieri nekako so to bile pol samo še potrditve. Tako sem prej povedal, ni bilo v Domžalah tako težko se pridružiti že eni dobri ekipi, ki je že bila prej formirana, tako da sem imel res srečo, da smo bili takrat z dobrimi soigralci skupaj na pravem mestu v pravem času. Zdaj omenil si že dobra ekipa, ampak kaj bi še recimo izpostavil, da je bilo ključnega pomena takrat, da je z Domžalami uspelo osvojiti ta naslov? Sigurno ni samo kvaliteta tista, ki pripomore k dobremu rezultatu. Zdaj, ko se malo vračamo z mislimi nazaj, pa ko smo malo starejši, se zavedamo, da je zelo pomembna tudi energija, karakter fantov, se pravi tudi ljudi v klubu, da je bil vedno spoštljiv odnos. Moram res povedati, da v Domžalah je bil ta odnos do nas, do igralcev, od strani publike, od ljudi v klubu vedno na zelo visokem nivoju, tako da tudi samo počutje nas igralcev je bilo v tistem obdobju v Domžalah na zelo visoki ravni in smo se imeli prav lepo in smo se dobro počutili, tako da smo lahko dali vse od sebe na igrišču in je bila tista neka zmagovalna energija, zmagovalni karakter prepleten iz vseh plasti v klubu, tako da mislim, da je vse skupaj botrovalo k temu uspehu. Igral si kot vezist, je bilo pa takrat v ekipi kar nekaj dobro znanih, kvalitetnih posameznikov. S kom si se pa najbolje ujel na, pa tudi morda izven igrišča? Moram povedati, da sem se s slačilnici vedno, ne samo v Domžalah, zelo dobro ujel z veliko večino fantov. Redko kdaj, niti se ne spomnim, da bi imel kakršnokoli težavo kjerkoli. V Domžalah mi pa bilo prav to všeč, da smo res bili vsi zelo dobro povezani. Nekaj nas je bilo tudi Prekmurcev, tako to je vseeno malo kri pa voda, ni isto, tako da smo bili malo mogoče bolj povezani, vendar vseeno so bili res fantje zelo, bom rekel kar po domače, fajn, domači in mislim, da so to tudi vsi videli in čutili, da se mi tudi med sabo zelo dobro razumeli. Sam si omenil prekmursko navezo, Nemec, Apatič, ti pa tudi Benko. Kako je delovala ta naveza? Vedno v šali smo povedali, da so 3 Prekmurci dovolj, da se osvoji lovorika v klubu, tako da so Domžale izpolnile to kvoto, seveda je to hec. Vseeno je mogoče, ko si na pripravah nekje, pa si skupaj v sobi, pa si cimer, pa pol mogoče ne rabiš vedno vklopiti podnapise, da te vsi razumejo, pa si govoril v domačem jeziku. Tako da že po eni strani, saj in Nemec je moj letnik, so bila že od otroštva skupaj, Apa je sicer bil malo mlajši, tako da smo s Tadejem pa z Nemcem smo še sedaj zelo dobrih odnosih, prav tako z Jožetom, tako da to ostane zavedno. Jaz se dostikrat pošalim,
s tistimi igralci, ko smo bili skupaj enkrat v Vietnamu, da to ostane vedno za skupaj. Tako da, mislim, vedno ostanemo skupaj in tu težko, da te vezi lahko kdo pretrga. Spremljaš tekme prve slovenske nogometne lige, Domžale seveda, pa tudi svoje nekdanje klube. Kdo bo letos končal najvišje? Ja, moram povedati, da se počasi vračam v nogomet nazaj. Sem bil prav vesel, mogoče, da sem se enih 10 let lahko vzel neko pauzo od nogometa, sem bil čisto v drugih vodah, zdaj pa splet dogodkov me je vrnil nekako v nogomet in sem v bistvu prisiljen tudi spremljati naš nogomet. Spremljam celo ligo, tako da za letos me je prav navdušila, mogoče ne bo glih popularna izjava, ampak letos smo zelo lepo igral Olimpija, naprimer, čeprav so zadnji kolo izgubili v Celju. Celje je zgradilo neverjetno močno ekipo s svojim finančnim vložkom od zadaj. Bolj so mi pa všeč zgodbe, ki se gradijo na manjših temeljih, ne zdaj samo, da se vse kupi, kar se da kupiti, ampak pač, da se gradi že mogoče preko lastne nogometne šole, da se pol to gradi, da se to mogoče nekako prepleta z prvo ekipo člansko in da pol mi smo vseeno neka razvojna liga in pol, ko vidiš, da domači fantje, mladi fantje nekako kukajo skozi prvo ekipo na površje nogometne lige, to me pa prav veseli. No, ampak še to, kdo misliš, da bo od teh tvojih klubov najvišje letos? Jaz verjamem, da se bo Maribor sigurno dvignil po slabem štartu. Mura ima zelo dobro ekipo, Domžale kaže tudi nek napredek, zagon, tako da vseeno bi dal mogoče prednost malo Mariboru, zaradi vseeno je to največji klub naš slovenski in Maribor bo izplaval sigurno z neko tradicijo svoje kvalitete in ne more Maribor imeti celo sezono slabo, lahko ima mogoče slab štart, ampak se bodo dvignili, je pa tako vedno ne mogoče nekaj napovedovati. V prvi četrtini sigurno Olimpija pokazala največ, želim pa vsem mojim klubom sigurno, da pridejo čim više. Kaj pa Danijel Brezič počne danes? Boljše bi bilo vprašanje, kaj naj počne, ampak marsikaj. Primarno moje delo je sigurno v nekih zavarovalniških in finančnih vodah, drugače sem pa, tako sem prej povedal, vedno bolj vpet v nogomet. Za hobi sem vedno rad pomagal mladim fantom in sem jih mogoče nekatere treniral pri U8, U10, ki so sedaj stari 18 let, smo že skupaj 10 let, tako da to imam nekih 5-7 fantov, s katerimi smo od njihovih samih začetkov skupaj in so se razvili v naše reprezentante, tako da to je prav eno poglavje, ki me posebej veseli, ker je to ogromno časa in neke energije in po mojih občutkih nekako enemu fantu lahko daš največ naenkrat, ker ko imaš celo skupino, pa se ta energija razlije, razbije na več delov in pol mogoče imajo fantje od mene na individualnem načinu dela največ, no, tako da tu sem dosti vpet, no, tako da kar se tiče nogometa, zato pa tudi se moram vrniti na prejšnje vprašanje, zato pa dosti bolj zdaj spremljam, ker ti fantje zdaj že igrajo nekateri v prvi ligi naši in zato spremljam kar vse tekme. Hvala lepa.